Ob nepričakovanem in hitrem slovesju vam obljubljamo, da bomo še naprej poskušali ohraniti našo skupnost, se vas blagohodno spominjali v molitvah in upali, da se bomo nekoč srečali v nebesih. Gospod Janez, hvala za vse, počivajte v Božjem miru. Zadnji zbor gospodu Janezu Petriču. V nedeljo smo na novi maši prijeli žalostno vest, da vas je Bog poklical v večnost. Upali smo, glede na vaša leta, da še ni prišel čas, da zapustite Božje ljudstvo na zemlji. A Božji načrti so nam včasih nerazumni. Razne bolezni, ki so vas spremljali skozi življenje, so doprinesle svoje in izčrpali vaše telo. Duh pa ostaja v nami. Pokojni župnik Janez je prišel na Vrhovje v Priplavče julija leta 1976 kot ekspozitor, saj takrat še nismo bili samostojna župnina. V 14 letih, kolikor je bil pastir pred nami, je bil aktiven na več področjih. V takratnem župnišču smo uredili veroučno učilnico, ki je bila v jesenskih in zimskih mesecih v koncih tedna vedno polna mladih. Kjer je bil gospod Petrič ljubitelj športa, smo v nekdanjem hlevu uredili dvorano za namizni tenis. Rad je tudi kolesaril. Tudi sosedom je rad pomagal, tudi z grabljanjem v rokah. Še veliko načrtev je imel v planu. Zavzemal si je za samostojno faro. Toda leta 1990 je iz nadškofije prišel dekret in župnik Janez je odšel v župnijo Roz. Tam si je dobro počutil, kot je večkrat utrpel. S takratnim sistemom ni bil vedno zadovoljen in v dobrih odnosih. Večkrat je bil nadzorovan in zaslišan. V vsakem trenutku ga je krepilo njegovo novomašniško geslo, kelih odrešenja bom dvignil in klical bom ime Gospodovo. Župnik Janez. Za vaša vsa dobra dela na Vodpolju se v imenu župnije in v svojem imenu iskreno zahvaljujem. Vaše telo naj se spočije v domači zemlji, ki ste jo zelo ljubili. Sorodnikom izrekamo iskreno sožalje. Bodite naš priprošnik pri nebeškem očetu in materi Mariji, dokler se zopet ne srečamo. Z Bogom. Pokojni gospod Janez je v naši župniji Vrhovje Priplavča opravljal duhovniško službo 14 let. Zahvaliti se mu želimo tako, da bomo na Vrhovju imeli pogrebno mašo zanj 16. julija zvečer, kot 7. dan 21. julija zvečer, kot 30. dan
Danes smo vas, dragi Janez, še zadnjič sprejeli medse v vašo rojstno župnjo. Bog, ki je večji od našega srca in vse ve, sprejema vse, ki so klicani k njemu v svoje kraljestvo luči in miru. Tolaži nas Božja beseda, ki pravi, da je naša prava domovina v nebesi, odkoder pričakujemo zveličanja Gospoda Jezusa Kristusa. Vsak človek si piše svojo življenjsko knjigo. Samo Bog ve, koliko strani ima, koliko poglavij in kakšni so naslovi. Človek piše, a Bog jim daje naslove. Ob koncu življenja se ta knjiga, popisana znotraj in zunaj, zapre. Smrtjo zapečati z večnimi pečati. Nihče ne more več pogledati vanjo, nihče ne more spremenjati vsebine, kar smo napisali, ostane napisano. Edino Kristus, Božje jagnje za nas žrtvovano in darovano, edino On, ki nas je svojo krvjo odkupil in nas napravil za kraljestvo in duhovnike, edino On, ki ima pravico, moč in oblast, da knjigo vsega človeštva in vsakega človeka vzame, razpečati in odpre, prebere, presodi, kaj je napisano in vsakomu povrne po njegovih delih. Spoštovani gospod Janez, ne moremo odpreti vaše knjige, ki se je zaprla. Lahko pa preberemo tisto, kar je napisano na zunanji strani knjige, na platnicah, kar vidi naše oko, kar ste napisali kot človek, kristjan in predvsem kot duhovnik. Tam lahko preberemo, da ste se rodili pred dobrimi 76 leti in bili 29. junija pred 51 leti v Ljubljani posvečeni duhovnika.
delo duhovnika Janeza izročamo zemlji v trdnem upanju, da ga bo Kristus, ki je prvi vstal od mrtvih, preustvaril in oživil in bo podobno njegovemu poveličanemu telesu. Z nebeško roso naj orosi tvojo dušo Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Z nebeško vonjavo naj okrepča tvojo dušo Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Gospod, ti si ga ustvaril, za svetišče Svetega Duha si ga posvetil, sprejmi ga v večno življenje po Kristusu našem Gospodu. Amen. V križu našega Gospoda Jezusa Kristusa je vstajenje in življenje, po njem naj ti zasije luč večnega življenja. Dragi bratje in sestre, priporočimo pokojnega duhovnika Janeza Gospodu Jezusu Kristusu in prosimo, da ga sprejme v svoje kraljestvo. Da bi njegovo duhovniško življenje obrodilo bogate sadove za celotno cerkev. Prosimo, da razliši nas. Da bi se njegovo delo za rast Božjega kraljestva z našo pomočjo nadaljevalo. Prosimo, da razliši nas. Odpusti mu grehe ter dopolni in ozdravi, kar je bilo pomanjkljivo v njegovem življenju. Prosimo, da razliši nas. Naj bo njegovo duhovniško življenje spodbuda za rast duhovnih poklicev v našem narodu. Prosimo, da razliši nas. Prosimo tudi za vse njegove domače, sorodnike in naše župniško občestvo, da bi živeli v upanju, da se bomo z njim ponovno srečali v nebesih. Prosimo, da razliši nas. Prosimo za vse duhovnike, ki so delovali v naših župnijah in so že odšli v večnost. Gospod, bodi jim bogat plačnik. Prosimo, da razliši nas. Molimo, bratje in sestre, za rajnega duhovnika Janeza, pa tudi za vse, ki počivajo na tem pokopališču in za vse rajne Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč rešite nas grehov. Nebeški Oče, z vstajenjem svojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, si premagal smrt in nam podaril novo življenje. Zaupamo tvoji besedi in te prosimo, daj pokojnemu duhovniku Janezu, ki nam je delil kruh večnega življenja, delež pri nebeški gostiji, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod, daj mu večni pokoj. Naj počiva v miru. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.